Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je preteklo sredo sešel na svoji 16. redni seji. Svetniki so med drugim z 22 glasovi za in 5 proti sprejeli rebalans občinskega proračuna za leto 2025. Župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, je popravek proračuna podrobneje predstavil tudi na novinarski konferenci. Zdaj s tem rebalansom nam je omogočeno, da bomo nekoliko bolj zastavili ta naš investicijski del. Je pa res, da je to omogočeno tudi s tem, ko je bil sprejemal zakon o lokalni samoupravi, ker povečuje možnost zadolževanja, pri čemer mi nismo izkoristili cele kvote za našo občino. Mi smo tisti del, ki je nujen, kar pomeni, da mi zdaj povečujemo zadolžitev proračuna iz prejšnje načrtovanje 1,5 milijona na približno 5,4. Zdaj moram še enkrat to povedati, da te zadolžitve ne bi bilo, če bi bili razumljeni na državni ravni. Ocena je, da je povprečnina približno za 100 evrov prenizka, to pomeni v našem primeru dobre 2,5 milijona evrov izpada prihodka. Drugi del je pa vezan na recimo sredstva, ki jih je vlada namenila za nekatere občine, ki so podfinancirane, čeprav jaz trdim, da so vse občine podfinancirane, saj ne nazadnje praktično vse občine, tudi mestne, pokriva ista zakonodaja. In zdaj recimo, če se tam primerjamo z eno primerljivo občino, se ni važno katero, ne bi tista občina dobila iz tega naslova še 1,5 milijona zraven. Zdaj, če bi to sešteli, bi mi pravzaprav ne bi se rabili nič dodatno zadolževati. Zdaj, kar se zadolževanja tiče, gre predvsem za to, da mi s tem zagotavljamo sredstva za sofinanciranje projektov, za katere računamo, da bomo dobili prihodke iz drugih virov, iz evropskih virov ali pa iz kakega, oziroma iz nacionalnega vira, pa še mogoče kje. Je pa res, da smo tudi povečali nekaj na področju obnove cest, ker tam se to že nujno potrebuje, tam pa niti ni možno, vsaj kar se tiče občinskih cest, pridobiti nekih dodatnih virov. Zdaj, kar se tiče recimo teh povečanj, grejo za to, da smo nekaj dodatnega sredstva dali za specifično gasilsko opremo. Lanska toča je pokazala manko na tem delu, mi smo naročili in je civilna zaščita skupaj s poveljstvom gasilstva pripravila en seznam tistega, kar bi nujno bilo potrebno nabaviti. Tu gre za eno tehnično vozilo, ki bi se naj v 2 letih nabavilo iz tega naslova. Potem nekaj je bilo vezano tudi na plače, še dodatno, ker se pa zdaj pokazalo v tem času, da tisto, kar smo prvotno planirali, ne bo zadostovalo. Pol neke nujne investicije na področju šolstva, ki so vezane na res nujne zadeve, kot je obnova kuhinje, pa recimo požarna varnostna Črešnjevcu. Potem smo povečali področje na teh skupni rabi, tam je slaba 0,5 milijona, nekaj gre za vodooskrbo, kanalizacijo, pa vzdrževanje zelenic. Kot sem že omenil, za obnove cest, tisto smo najbolj povečali, tisto je res naša zadeva dodatna. Potem gre še za nakup potencialnih objektov, gre, to že tako veste, mi se že kar nekaj časa dogovarjamo ali pa pogajamo za ta objekt, v katerem domuje Svoboda, tu v Slovenski Bistrici, ker je ta bivša hranilnica, ker je ta objekt tudi spomeniško zaščiten in mi ga bilo škoda. Ampak je stvar še razgovorov in pogajanj. Potem pa smo še nekaj dodatna sredstva zdaj namenili, to, kar prvotno ni bilo planirano, za finalizacijo obnove doma starostnikov tu v Slovenski Bistrici, zato ker zdaj v investicijo pelje sicer ministrstvo, potem, ko smo mi še v prejšnji vladi podpisali
to pogodbo, tripartitno, ne. Občina se tako zavezala, da pač priskrbi dokumentacijo do gradbenega dovoljenja, to smo mi naredili. Ampak zdaj v sami fazi investicije se je pokazalo, ne, da je smiselno pač celoten dom tudi še dodatno urediti, da bo imel neki enotni izgled. Ne. En del je vezan na enotni izgled, drugi del je vezan na neke nujne stvari, ki so se pokazale tekom delovanja doma. Ne. In pa gre potem še za aglomeracije, ne. Tu še gre za finalizacijo zgornje poskave, pa pragerskega, pa tudi za tehnično dokumentacijo. Ne. Ostale naloge so pa že prej bile v proračunu. Ne. Tako da zdaj ta proračun pač mi poskušamo ali pa držimo nek investicijski cikl ves čas, ne, in ga poskušamo peljati pač na območju celotne občine. Zdaj, tu je pa vse še kar veliko kakih manjših projektov. Ne.